Nahajamo se v galeriji Ekurna v Ljubljani, kjer razstavljam mojo zadnjo slikarsko produkcijo iz let 2018 do danes. Glavnina razstavljenih del je bila vključena tudi v razstavo z naslovom Periferija, ki se je zgodila leta 2020 v Mestni galeriji Piran. To je bila ena mojih večjih samostojnih razstav. Na to zadevo sem bila fokusirana kar precej let, žal pa se je zgodilo to, da se je odvila v času popolnega zaprtja javnega življenja, tako da razstave ni videl v bistvu nihče. Zdaj, seveda je v meni bila želja, da bi ta opus del nekje predstavila, tako da na tem mestu se zahvaljujem galeriji Ekurna, da me je nekako spustila v svoj program, sicer ne z celotnim obsegom, tako da tukaj gre dejansko za izbor del, ki pa je bil nekako narejen na osnovi samega prostora oziroma v dialogu s prostorskimi pogoji, ki jih Ekurna ponuja. Razstavo v Piranu sem poimenovala Periferija, predvsem zaradi obrobnosti teh motivnih izhodišč, ki se pojavljajo v slikah v zadnjih letih. Potem pa sem začela razmišljati tudi o pomenu perifernosti kot obrobnosti oziroma o pomenu perifernosti, ki je bistven za delovanje vsakršnega organizma ali pa sistema. Tako da v tem smislu recimo tudi zadnja serija slik, pri zadnji seriji slik izhajam dejansko iz mojega zelo bližnjega okolja, saveljskega. Savle so zelenjavarska prestolnica Ljubljane, tako da brez Savelj tudi Ljubljana ne bi mogla preživeti. Če se mogoče malo navežem na motiv iz teh zadnjih slik. Kakorkoli, razstavo pa smo poimenovali Izbor del, ker ne želim, sploh v tem zadnjem obdobju, ne želim z naslovi tako razstav kot pa slik podajati nekih sugestij, kaj naj gledalec doživlja ob slikah. Tako da v tem smislu sem tukaj mogoče malo staromodno, modernistična. Želim, da slika nagovori gledalca sama sabo, ne potrebuje konteksta izven sebe in vsak naslov seveda lahko vpliva na razumevanje podobe v sliki. Slike, ki so vključene v to razstavo, pripadajo serijam Rašica, Ob Savi in potem zadnje slike, ki sem jih nekako poimenovala Plevel. Sama dela iz tega zadnjega mojega obdobja dejansko ne odstopajo od moje dosedanje prakse. Vedno nekako sem vezana z naravo. Zdaj, te vezi so precej raznolike, v nekaterih ciklih se na naravo vežem motivno, ponekod sploh v teh objektih oziroma malo bolj konceptualno naravnanih zadevah vključujem tudi živo rastlino v umetniška dela. Zdaj, v tem zadnjem ciklusu pa se spet izhajam iz narave v svojih motivnih izhodiščih, pa tudi mogoče v samem procesu nastajanja, ki se na nek način tudi povezuje s procesi v naravi. Bom rekla, ta moja motivna izhodišča ali pa ti prvi vzgibi se zgodijo na nekih mojih sprehajanjih ali pa prehajanjih skozi različne prostore, ki me nagovorijo do te mere, da v meni vzbudijo neko nujo, da jih moram upodobiti oziroma prek njih nekako
prenašam svoj lasten občutek doživljanja sveta, v likovni jezik. Ja, prej sem omenila, da slika nagovarja gledalca sama sabo, svojim sistemom, in to je mogoče res en del, ki me zelo zanima, tako da če ob nekem pogledu v moje ustvarjanje bi res lahko, mislim, je res vidno to, da se lotevam nekih zelo raznolikih načinov, Zdaj, kar združuje ta dela na tej razstavi, je mogoče res to učinkovanje, to delovanje, ki je dokaj poenoteno. Gre za to, da slika nekako ne skriva svojega nastanka, ne skriva svojega nosilca in s tem tudi ne želi, da se gledalec ustavi samo ob tej mimetični upodobitvi nekega konkretnega prizora realnega, Tako da deluje na teh dveh nivojih. Eno je mogoče pogled z distance, kjer vznikne zelo močna iluzija nekega konkretnega prostora, na drugi strani pa ta radoveden pogled gledalca, ki išče, ki razpoznava vse napake, vse nekončanosti, vse gestualne zapise, nanose, ki delujejo lahko tudi čisto avtonomno, likovno, Tako da gre za nek odnos, neko dialektiko med tem dvojim. Slike so take, da res gledalca nagovorijo do te mere, da se približa, oddalji, razpoznava, prepoznava posamezne, ali pa je nagovorjen, z nekimi gestualnimi zapisi, zelo različnimi, Tukaj so prisotna zelo različna potezanja. Tako da v nekem trenutku vznikne neka res narativna pripoved, in v tem smislu želim od gledalcev neko soudeleženost v tem procesu, V tem smislu, kakor sem tudi sama soudeležena v naravi ali pa s svojim umetniškim procesom, želim to izkušnjo deliti z gledalcem ravno v tem momentu neke soudeleženosti, neke aktivacije gledalca v branje slike. Gre za neko napetost med avtonomno likovno formo in to pripovedno, narativno noto, ki se izraža v smislu vznika neke iluzije konkretnega prostora. Tako da na eni strani imamo cel kup tudi nekih polivanj, gestualnih zapisov, ki sami po sebi imajo neko izpovedno moč, ampak ravno s tem nalaganjem, bom rekla, teh nekultiviranih ali pa nekulturnih zapisov, pa v nekem momentu pride do vznika tiste risbe, na podlagi katere pa prepoznamo nek konkreten prostor, Se pravi, da ti nanosi, vsi ti dotiki z različnimi orodji, ki so bili v nekem smislu nekultivirani ali pa nekulturni, postanejo del ene zelo narativne zgodbe. Tako da neka dinamika med tem realizmom, ki se zgodi, pa med posameznimi segmenti, ki pa tudi so zelo močni, tako da pritegnejo gledalčevo pozornost. Tako da v tem smislu se tudi ta mimetična sporočilnost slike zgodi na dveh nivojih. Eno je to posnemanje res nekih konkretnih prizorov iz narave, drugo pa je posnemanje v bistvu načinov, ki so prisotni v naravi sami, Se pravi, polivanja, prekrivanja, neki naključni momenti, mogoče trohnenja ali pa razpadanja ali pa vznikanja novega. Tako da v samem procesu v bistvu gre tudi za posnemanje procesov iz narave. Zadnja dela imajo zelo močno tenzijo po v bistvu čisto abstraktnem dojemanju slike. Mogoče zgodnejša dela iz tega obdobja
imajo zelo močno tudi to perspektivično moč, tako da je res zelo huda iluzija nekega realnega prostora, ampak vse pa vabijo res gledalca k sebi, pa ne. V bistvu je tukaj ta dinamika vzpostavljena tudi zaradi različnih orodij, ki jih uporabljam, se pravi zaradi same snovnosti, materialnosti slike, tako da je tudi to mogoče še en vidik, ki pomaga ravno k tem, mogoče k tem dvojnem razumevanju podobe v sliki. V zadnjih letih delam predvsem na večje formate, ker se mi zdi, da lahko samo prek teh večjih formatov realiziram to mojo željo, zaradi teh napetosti. Že v srednji šoli sem bila deležna ene take zelo dobre šole v povezavi s klasično slikarsko tehnologijo in s klasičnimi slikarskimi tehnikami, tako da sem se že takrat v bistvu spoznala z načini priprave slikarskih nosilcev, napenjanjem platna, klasičnim kredno-klejnim grundom, tudi z uporabo oljnih barv in jajčno tempero, in to je nekako pri meni pustilo res en tak močen pečat, eno močno zavezanost k tej klasični tehnologiji. Zdaj, v času študija seveda, sploh v teh prvih letih, te klasične tehnike niso tako primerne zaradi narave samega študija, ampak kasneje, že v 3., 4. letniku, pa sem spet začela nadaljevati z raziskovanjem jajčne tempere in olja na platno. Tako da v bistvu v glavnem, ne vem, zadnjih 20 let še več slikam izključno s tem, in mi še vedno ponuja en kup prostora za raziskovanja, omogoča res cel kup različnih izraznih možnosti, tako da mi je to en tak velik izziv. Zdaj zelo pogosto si tudi kaka risala izdelam sama, voščenke, oljne, tako da mi je tudi ta tehnološki vidik, ki vpliva seveda na samo podobo slike, zelo pomemben. Zdaj, nekatera dela so odslikana na juto, ki ima zelo grobo teksturo, tako da juto uporabljam predvsem zaradi svoje osnovne temeljne barve, ki vpliva potem na to končno barvno vzdušje v sliki, in pa tudi zaradi te močne teksture, ki mi omogoča zelo taka dobra materialna polaganja potem teh plasti z oljno barvo. Zdaj to seveda uporabim spet glede na svojo željo, odvisno od slike.